Dober večer, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najvižja. Ja, ljubitelji domače glasbe, zopet je prišel čas, da si eno uro malo spočijemo misli in se malo damo v tak sproščen program. Danes imamo kot vsak četrtek med nami odlične glasbene goste, so mladi fantje, postavni in predvsem lepo pojejo, lepo igrajo in danes bo taka zanimiva oddaja. Jaz se že zelo veselim. Upam, da ste sicer mirno in pa lepo preživeli velikonočne praznike in ta delovni teden je bil malo krajši, bliža se vikend in prav je, da pred vikendom naredimo eno tako generalko in za današnjo oddajo bomo tudi naredili. Saj v naši oddaji gostimo ansambel Opev, začnemo pa skladbo Sanjam. Uživajte! Nisem bil fant iste sreče, ki bi bil velik in močan, a pri dekletih brez tega brcnil sem temo in še kam. Pa se na srečo je ujela v mojo mrežo deklica, da za moža bi me vzela, je rekla in tudi ona odšla. Zdaj pa vsako noč sanjam, le o njej zdaj še sanjam, da ko zjutraj odprvom oči videl bi jo, da res ob meni spi, ker jaz pa sanjam, le o njej zdaj še sanjam, da ko zjutraj odprvom oči požal bi jo z dlani. Večkrat iskal sem to srečo, pa zmeraj mi je z rok ušla. Prosil Boga in Marijo, naj mi oba pomagata. Zdajle igram in prepevam, s prijatelji se veselim. Ako spet hočem zaspati, se v teh sanjah ponovno zbudim. Zdaj pa vsako noč sanjam, le o njej zdaj še sanjam, da ko zjutraj odprvom oči videl bi jo, da res ob meni spi, ker jaz pa sanjam, le o njej zdaj še sanjam, da ko zjutraj odprvom oči požal bi jo z dlani. Ker jaz pa sanjam, le o njej zdaj še sanjam, da ko zjutraj odprvom oči požal bi jo z dlani. Ja, nič več sanjati, prebudite se, dragi gledalci, drage gledalke, čas je za oddajo. Sanjam je bilo naslov te poskočne polke ansambla Opev in jaz grem do najbližjega člana, mislim danes tukaj v studiu, drugače najbrž nismo soseda, če ne bi se pa še bolj poznala, ne? Ja, res je. Alen, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi, Jure. A si sproščen, vse v redu? Recimo, ja. Studio je v enakem stanju, kot je bil v lanskem letu, tako da ste na domačem terenu. Povej mi, kako si preživel velikonočne praznike? Ja, velikonočne praznike smo preživeli večinoma z družino. Aha. Smo bili tudi doma. Drugače pa, ja, hrana, pijača. Ste bili tudi doma? Smo bili tudi doma. Tudi doma. Tudi doma. No, super. Hrana, pijača, pa tisti običaji, ko pač spadajo k veliki noči, ne? Ja, 9 žegnov ali 7 žegnov. 7. Aha, kaj to pomeni 7 žegnov? To je taki običaj, sicer jaz ga najbolj ne poznam, ampak ja, da se poje 7 žegnov. Pač, da ga pojemo, ne, no.
To Luka bolj ve, Luka, mislim, jaz sem tudi jedel žegn, po mojem, 3-krat, 4-krat, 7-krat, pa tudi ne. Zato sprašujem. A gremo Luku vprašati, reč? Ja, bolj z take verne družine. Ok, te grem pa reči do Luke. Luka, dobro večer do tebe. Dober večer, Jure. Ja. Zdaj me je žal, da nisem kar takoj priš tebe. Hecam se. Ja, pri nas je tudi taka tradicija, da pač to so naše mame in babice vedno pravile, da moraš pojesti 7 žegnov, se pravi 7 različnih žegnov od 7 različnih hiš, da to velja, da si pa res jedu žegn. Zdaj pa že zastopim, zdaj pa že razumem. To je to. Ja, ok. Dač pa kaj, je bilo vse običajno, mirno v krogu družine, je rekel prej Alen. Ja, pa v krogu prijateljev, pri nas potekajo, reče se, pri nas sem povedal po naše, pokaje, ne? Ja, na sode, ne? Tako, velike ali pa na možnarje, če se tudi tako izrazim, ne? Tako da to je pri nas kar veliki dogodek. No. In sodeluješ pri tem pokanju? Oziroma... Jaz sem bolj gledalec, pa tisti, ko ima slušalke na glavi, da mu bobničev ne poškoduje. Drugače pa, sem vedno zraven. No. Sam, da si cel in zdrav in da ste lahko danes prišli, jaz sem zelo vesel še enkrat. Reč pa, leta 2019 je tisto leto, ko ste vi uradno začeli z delovanjem. Tako je. In zdaj, če gremo preračunati, je minilo tam dobrih 7 let od vašega nastanka. Tako. Kako bi ocenil teh 7 let? Recimo, si zadovoljen osebno z 7 leti ansambla, z delom, ker načeloma gledalke in gledalci so zadovoljni, se vas poslušajo, vrtite se in ste aktualni. Recimo, kako bi pa ti ocenil delo ansambla v 7 letih? Ja, naš moto je, da kdor počasi leze do svojega cilja, potem tudi tam ostane. Pa daleč pride. Pa daleč pride, tako. In pač takega mnenja smo, da nič se ne zgodi čez noč in da je za vso ves napredek potreben nek trud. In to mislim, da se pri nas to vidi, no, vseh. Super. Vi še najbrž niste prelezli do cilja. Si zastavljate vsako leto neke nove cilje, nove zaobljube oziroma... Tako, vsako leto, pa ne vsako leto, mi vsak teden nekaj novega zmislimo v svojih glavah, neke nove ideje, vedno novi komadi, vedno se dogaja. No. In po mojem si ti tisti, tak po moji oceni, skromni motor ansambla, tisti, ko največ teh idej sprovede v enem tednu in pošle ostalim članom, pa dobiš odgovor čez 3-4 dni. A je to praksa pri vas ali ni? Ne, moram reči, da so kar hitri z odgovori. No. Tako da ja, se kar, ali se strinjajo ali pa ne, no, meni je to vseeno. Jaz svoje povem, pa je to. Sam da je potem na vajah, tako naredite. Ja, tako je. Približno. Drugač pa od lanskega leta, bili ste v mesecu marcu tukaj gostje, se je tudi nekaj spremenilo, v glavnem več vas je, potem ste bili v lanskem letu zmagovalci Ptujskega festivala, za kar iskrene čestitke. Zdaj pa razširili ste zasedbo, torej lani si še ti igral kitaro. Tako, zdaj pa sem pri narodno-zabavni glasbi kitaro predal našemu novemu članu Ben Maju. Poznamo še ga po nečem drugem, to bom pa tebe prepustil. V glavnem, razširili smo se, ne samo tako malo, ampak smo razširili zasedbo, ker pač delamo, trudimo se delati čim bolj kvalitetno in pač... Več vas je lažje to narediti. Tako. Super. Kako si se pa ti v vlogi znajdo pevca? Mislim, že veš, kaj počneš, ko nimaš kitare. Tako zdaj ne vem, kam na roke tam. Tako da še se lovim, ker je to pač zelo frišna zadeva, ker je od novega leta. Ampak trudim se, pa mislim, da mi kar gre. Super, ti gre, fajn. Kot da bi že 10 let sam pel, zgledaš. Hvala. Sem jaz prej videl, veš, tam od daleč. Ja, super, no. In praviš, da tudi zabavno je treba delati in da ste zdaj lahko pač na vseh področjih kvalitetnejši. Tako. Drugač pa, a je imel Ben Maj kak krst, ne vem, ko je prišel k ansamblu, ste mu dali kako posebno zadolžitev? Ja. On je imel krst takšen, da je bil eno leto naš tonski tehnik. In je bil sam tonc in pač postalo nam je ozvočenje, pa pospravilo. Pa ste videli, da je resen, da se drži ure in ste rekli? Pa da je nadarjen za glasbo, absolutno, tega ne moremo zanikati. Tako da
bi ga bilo škoda, če bi bil samo tonski tehnik. Ne. Tako. Zdaj se pa tonskega tehnika mogli drugega najti. Ali Ja, še vedno to upravlja? imamo novega tonskega tehnika, obenem tudi lučkar, to pa od našega Tomaža, mlajši brat. Aha, super. To vse familiji ostane. Tako, Vi ste kot eno tako malo podjetje. Ja, veš. bomo del počasi, ne. Ja. A je povezak prišel zato, ko je brat ali zato, ko je dober? Dober je, dober je. Če jo gledaš, zelo Ste dober malo je. zadrego. Ja, absolutno. Ja, super, no. Še se bomo pogovarjali, pol grem k vašemu novemu članu na naslednji pogovor. Vi pa se pripravite za naslednjo skladbo. Ja, slišali bomo en valček, krasen valček, ta pesem je naslov te skladbe. Upam, da uživate, da ste sproščeni in da se imate lepo. V tvojih očih sije ljubezen kot nižen dotik, cvetijo pomladi, srce je močnejše, ko si ob meni, volja življenja kar poleti. Tvoje poljub kot sladka melodija, ki me ponese tja do nebes. Objemi me tesno, nižno in močno, da bom začutil spet tvoje telo. To je ta pesem, jo pojem le zate, ki si ob meni, ko drugi gredo. Želim, da vzameš jo k sebi skrbno, tako kot le mene pobožaš lahko. Če kdaj pozabi, kar imava, zapoj mi to pesem, poljubi me. Želim, da me spomniš, da me strezniš, da ne ostane med nama slovo. To je ta pesem, jo pojem le zate, ki si ob meni, ko drugi gredo. Želim, da vzameš jo k sebi skrbno, lahko, tako kot le mene pobožaš lahko. Tako lepo so fantje zapeli, oziroma kot glavni vokalist se je izkazal Denis, ki igra harmoniko. Dober večer, Denis, tudi tebi. Dober večer. Lahko še stopiš en korak naprej, tako da boš bolje viden. V glavnem, ja, lepo si zapel.
kaj ti rečem. Res. Čeprav je na playback, ne. Ja, čeprav je na playback, ampak tudi jaz slišim tebe, ker pač vseeno ne odpira samo ust, tudi poješ, da je tudi drugače bilo zelo lepo. Pa povej mi, kako dolgo, recimo po tvoji oceni, ste se pa fantje recimo rabili, da ste se uigrali, upeli, da je pobarvali dejansko, no? Kako bi recimo ti ocenil? Je to šlo zelo hitro, ali se ti zdi, da ste danes bolj kvalitetni, kot pa ste bili recimo 5 let nazaj? Kar se tiče izvedbe in vsega. To sigurno, ne. Pač za vsako, tako kot je za to, je pač za vsako stvar potreben čas, ne. Tako da se mi zdi, da pač za vsakim letom, v bistvu vsakim mesecem se vidi napredek, če delaš. Pri nas pa se mi zdi, da je tisti nekako največji napredek se v zadnjem, recimo leto pa pol zgodil, ker se mi zdi, da smo takrat tudi začeli malo bolj resno tudi delati in super. Se dogaja. A ste potrebovali na začetku, recimo, ko ste začeli kako pomoč, ne vem, kako mentorstvo, kakšnega, recimo, glasbenika, ki vas je usmerjal, ali ste takrat bili bolj prepuščeni sami sebi in se dogovarjali sproti in med sabo? Zdaj prav mentorja nismo imeli, nam pa je pri takrat izdaji prve pesmi, se pravi prve polke Zgodba najina, nam je takrat pomagal Nejc Cehner, ki je pevec pri ansamblu Klateži. Tako da on nam je potem nekaj tiste smernice in napotka dal, kako bi naj delali in nekaj se verjetno držimo tega. Ne? Super. Kdaj si pa ti prvič prijel za harmoniko? Se spomniš, katerega leta si se odločil, oziroma kdaj si jo prvič spoznal in jo prijel v roke in kdaj si se začel recimo poučevati? Pač nasploh, ne samo harmonika, pač narodno zabavna glasba pri nas bila doma, odkar jaz pač pomnim. Začel pa sem se učiti v 3. razredu osnovne šole, torej je bilo to leta 2008. Super. Vse do danes igraš tak razen inštrument, a igraš poleg harmonike še kaj drugega, kakšen drugi inštrument? Ja, pri zabavni glasbi pa presedlam na bobne. Si pa bobnar. Imaš pa tam mer zadnje, Tako. lepo. Nobene teži, samo za ritem skrbiš, to je to. Ja. Je približno tako, ne? Približno. Ja, super, zdaj grem še malo do vašega novega člana. Evo, da še Ben Maja pozdravim, lep dobro večer tudi Dobar tebe. večer. Evo, pa smo se že prej zunaj menila, pa ti si mi znan, pa to je neverjetno. In ti že imaš, kljub temu, da si od letošnjega leta dalje član tega ansambla, nekaj kilometrine pa imaš, ne? Povej, Nekaj se je že mi. nabralo. V bistvu 7 let, je zdaj že 7 let, kar z sestro, tudi v duetu igrava in pojeva, sedaj pa še sem, tako kot si že Julijo. povedal. Ja, tako je. Julija zdaj gleda. In mogla bi. Pol pa lahko zdraviš Julijo. Dober večer. Ja, si pa res veliko povedal, no? Lepo si je Sem že vse prej povedal. Si že povedal. Vse, da mora gledati. Tako da, v glavnem, prej si bil tonski tehnik ansambla, torej si jih spoznal, videl, kako stvar deluje, videl si, da so v redu fantje in Res je. Jaz zdaj sem že v uživaš. bistvu odprej gledal, preden sem postal njihov tonski tehnik, pa sem si sam pri sebi rekel, z njimi pa bi enkrat mogel nekaj delati, vsaj tehniko, tako sem od začetka. Pol pa smo se res na eni veselici, se mi zdi, da spoznali, pol pa smo navezali stike, pa sem začel s tehniko, zdaj pa smo me vzeli med svoje. super. Je pa tudi tako, da niste med sabo zelo oddaljeni, tako da tudi verjetno kakšne vaje, pa to ni problem, pa kakšna Ne. hitra pijača. Ne, definitivno ne. Piknik. Mi smo v bistvu, se mi zdi, da vsemi oddaljeni največ, se mi zdi, pol ure. Aha, ok. To je verjetno velika prednost, ne, za en Ja, vsekakor, ansambl. vsekakor. Je super. Ti igraš, torej mi smo te bolj vajeni s harmoniko v naročju, zdaj kitara, kaj še igraš poleg kitare, harmonike? Klaviature, Aha. no pa klavirsko harmoniko, tu pa se počasi konča. No, ampak okay. Že to je veliko, če te inštrumente obvladaš, vsaka pohvala, no, kaj ne rečem. Hvala lepa. Si pa še zelo mlad, ne povemo, da... A lahko povemo? Ja, lahko, seveda lahko. Da boš, kdaj, letos boš Letos dopolnil? avgusta, ja, dopolnil. 18 let. Ne, to zato govorim, ker si rekel, da že imaš 7 let za sabo, da bojo ljudje mislili, da si že 45. Saj zato so me zdaj k sebi več vzeli, da jim malo starostno povprečje dol zbijam, veš. Lahko rečem vse. Da se lahko bolj pohvalijo. Vsekakor. Je super, no. Kakšne zadolžitve torej imaš v ansamblu? So te namočili, da moraš to leto ti furati na veselice? Hvala Bogu še ne A ja, smem.
Ne, mislil sem zato, ker nimajo kaj vzeti, veš, načeloma. Verjetno voziti znaš, dokumentov pa še nimaš. Ja, saj avto ne vprašal za dokumente, ne. Bolj je policija, bolj problem. Policija. Drugače pa ja, igrati moram, pa skrbim v bistvu za kakšne večje dogodke, da imamo porihtano, kaj se tiče ozvočenja pa teh zadev. Super, da tukaj stvar pelješ naprej. Tako. Ja, krasno, super. Pašeš v ta ansambl, jaz ti želim še na mnoga leta, da se bi fanti zastopili. Upam, da se bom. Vse se še ne poslavljamo, ampak dobro. Definitivno ne. Gremo naprej na naslednjo skladbo. Slišali bomo Jeza škodi lepoti. A to misliš, da drži? Drži, vsekakor drži. Tako da ti se preveč ne jeziš, tvoj moto je biti nasmejan. Tako je. Reč pa še verjetno obiskuje šolo, no? To sem te še pozabil vprašati. Smer medijski tehnik. Medijski tehnik, super. A ti pride recimo to znanje, ki ga zdaj pridobivaš iz šole, kaj prav pri glasbi? Pri glasbi niti ne toliko, kot mi je prej pri tehniki. Tam pa mi je kar precej pomagala ta šola. Super. Uživaj še naprej, zdaj na svoje mesto in kot sem že prej rekel, slišali bomo skladbo, torej z naslovom Jeza škodi lepoti. Ja, treba je verjeti temu in boste čim manj jezni in čim bolj veseli, pa boste lepi. V sobi sva, pripravljava se na zabavo. Obleko izbiraš, izbrala boš tisto pravo. Vprašaš me, a lepa se ti zdi. Odvrnem ti le, čudovita danes si. Prišla sva na parti, žur je res ta prav. Od muzike divje, vse se dviga stav. Mene si želi vsaj še 5 deklet. Dviguje ti lase, a jaz za druge sled. Čudovita danes si, hej mala. Razloga ni, da bi se česa bala. Jeza škodi lepoti, zato ne jezi se, naj te nič ne zmoti, hej mala. Čudovita danes si. Mene si želi vsaj še 5 deklet. Dviguje ti lase, a jaz za druge sled. Čudovita danes si, hej mala. Razloga ni, da bi se česa bala. Jeza škodi lepoti, zato ne jezi se, naj te nič ne zmoti, hej mala. Čudovita danes si. Jeza škodi lepoti, zato ne jezi se, naj te nič ne zmoti, hej mala. Čudovita danes si. Ja, jeza škodi lepoti, zato se fanti čist nič ne jezijo in zato so verjetno lepe, a ne? Jaz ne smem tega reči, prid malo bolj naprej. Pridem. Zdaj, če še lahko malo o vašem, ne vem, se je kaj spremenilo od lani, ali ste še vsi zasedeni, ali še noben ni zaseden, kak je recimo to, ali je to bolj skrivnost? Če je skrivnost, ne bom ni zameril. Vsi smo zasedeni, samo za našega novega člana, pa ne vemo točno v kakem stažu je. Ja, no, v redu, ja. Ne vemo, ker se kar varira in se kar spreminja, tako da ne sledimo. Ja. A je malo zapleteno razmerje trenutno? Ja, ful. Ja, ne, sej. A pa mu pomagate kaj pri tem? Že vprašam, za kak nasvet, recimo? Mene sprašuje za nasvete, ja. Vsako dnevno, ampak ne vem, za koliko me poslušam. Ni nekega rezultata, ne? Ja, v redu. Povej mi drugače, ko recimo greste na nastop, kako publiko imate naraja? Je to taka plesna publika, je to publika, ki sedi in posluša, ali vidite radi, da prepevajo z vami? Kaj vam je všeč, recimo?
Kaj pričakujete vi od vaše publike, recimo? Od naše publike pričakujemo predvsem nek odziv. Ni važno, da je dober odziv, lahko je tudi negativen odziv, imamo pa radi, da to povejo. Če kaj ni v redu, imamo radi, da povejo, da vemo, kaj spremeniti, ampak to se dostikrat ne zgodi. Največkrat imamo seveda dobro publiko, plešajo, pojejo z nami, v glavnem ni nam dolg čas na špilu nikoli. Super se to povede. Sam, da je publika živa, bi lahko rekla. Tako. Da ima To, da se nek to ni dobro. feedback. Tako. Ja, super. Drugače ste pa zelo pridni. Kmalu bomo slišali čisto novo skladbo, predpremierno, kako se temu reče, jutri bo uradna premiera skladbe v sodelovanju z gušnimi muzikanti. Je tako? Kaj bi recimo o tej skladbi povedal, o tem sodelovanju? Z gušnimi muzikanti smo se srečali na enem koncertu. Tako kot mi so vsi fajn fantje in seveda nova pevka, ki je tudi vrhunska. Pa smo prišli na idejo, da bi pač mi lahko en komad skupaj posneli. Ne? Ja? Pa smo dobili eno besedilo, Denis je dal melodijo, ne? V glavnem pa je tak pasal v ta kontekst. Pa smo rekli, zakaj pa ne, oni so bili za akcijo, mi smo bili za akcijo in to je to. Super, in nastal je izdelek. Tako. Torej, Denis je ustvaril melodijo. Ja, besedilo pa Igor Pirkovič. Igor Pirkovič. No, Tako. super. Ja. In nastala je krasna skladba. Jaz hočem katero takega. Jaz hočem takega. Ja. To je bolj njihova pevka, ima glavno vlogo. ali kako? Smo kar razdelili vloge, da smo pač vsi fantje proti eni punci. Ne? Aha, To nam je okej. kar V redu. 50-50. ne. Je najbolj, da si to kar pogledamo, se strinjaš? Ja, absolutno. Da ne bo preveč besed. Poglejte si torej najnovejši izdelek, predpremierno boste slišali in videli ta videospot torej v naši oddaji. Jaz hočem takega in ansambel Opev ter gušni muzikanti. Je danes moderno, da fant in dekle delita si skoraj vse, da ona si sama svoj stol pridrži in sama si vrata odpre. Na zmiku, kar ona naj plača račun, ker ni več med njima razlik, ker ona to zmore in ona to zna, naj sama drži še dežnik. Jaz hočem takega, da mi ne bo dolgčas in šola dunajska, ne bomo španska vas. Jaz hočem takega, ki lepih je manir in z mano bo ravnal kot kavalir. Naj ona v službo ga pride iskat in on naj nariže meso. Je svet šel naprej, ni več starih navad, ne hvala, jaz nisem za to. Še vedno prisegam na tiste reči, ko moški je bil Don Juan, ko moral ji dvorit, je da jo dobi, če vanjo je bil zatrapan. Jaz hočem takega, da mi ne bo dolgčas in šola dunajska, ne bomo španska vas. Jaz hočem takega, ki lepih je manj.
Jaz hočem takega, pravijo ansambl Opev in gušni muzikanti. Krasen izdelek, vse pohvale. Tomaž, mi še danes nisva rekla, kere. Ti se tudi fajn počutiš, vse v redu? Tako je. Vse štima? Zmeri. Super, zgleda se zelo zabavali na snemanju videospota. Ja, smo vse kar. Je bilo veliko smeha, sploh ko sta se Denis pa Ben Maj oblekla v mamo in pa maminega sinčeka. Aha. Takrat mislim, da smo vsi jokali od smeha. Da je bilo zanimivo. Torej, a drugače, rad ti osebno, ne vem, a te je ta del, bomo rekli, všeč, recimo snemanje videospotov, ustvarjanje novih skladb, ali si tisti tip, ko imaš rajš nastope, špile družbo, ali ti je vse po malem všeč? Pa mislim, da se kar najdem, vsaj do zdaj sem vse. Pa vedno je nekaj novega, tako da nikoli ni dolg čas, pa vedno uspe. Da vedno uspe. Recimo, kdo je pa tebe v mladosti, kljub temu, da še vedno si mlada, ne, se ještě štejem za mladega, ampak kdo je tebe, recimo, katera glasba je pa tebe zaznamovala, recimo, še takrat, ko si bil star, ne, 7, 8, 9 ali pa 10 let? Jaz mislim, da kar narodno zabavno. Predvsem tisti naši okoliški ansambli, ki so bili, en izmed takih je ansambl Prerod, to je starejši možakari so zdaj že, pa Slak, Avsenik, itak. Ta klasika. Ja. No, super. In kako si se pa recimo usmeril, ti imaš, rad si poslušal narodno zabavno glasbo in kje si pa dobil tisti preblisk, jaz bom pa basist, recimo enkrat nekoč v enem ansamblu. Začelo se je tako, da v 2. razredu osnovne šole sem dobil željo po igranju harmonike, in sicer klavirska harmonika, pa se tam v 8 letih glasbene šole nisem glih najdel. Pol pa je prišla priložnost, pa sem začel igrati v šolskem ansamblu, pa se tudi s tem učiti prve prijeme na bas kitaro. No super, in tako se je pol nadaljevalo. Ja. Poprimeš tudi za bariton? Tudi. Teda, vse po malem, ne? Zdaj bomo slišali skladbo Rekla si, to je pa zmagovalni valček lanskega Ptujskega festivala. Povej mi, še imaš tiste občutke, oziroma se spominja še, kako je bilo pred nastopom, seveda po razglasitvi. Imaš verjetno v lepem spominu ta festival? Seveda, ti občutki nikoli ne bodo izpuhteli. Pa ta festival je dejansko vaš domač festival, saj prihajate iz tistega ptujskega okoliša. Dolgo smo oklevali za Ptujskim festivalom, mislim, da celo 2 leti smo se pogovarjali, bi šli, pa ne bi šli, pa nismo bili pripravljeni. Pol pa smo, lani pa smo rekli, mislim, da marca je to bilo, smo sklenili, podajmo prijavnico. Šli smo na festival čisto brez pričakovanj. Več je bilo želje, da spoznamo druge ansamble, pa da kako rečemo. A to je bil vaš prvi festival? Prvi festival, otvoritveni je. Ja, vsaka čast. Pol pa stvari so se poklopile, že na tonske, pa pol na glavnem nastopu. Pa se mi zdi, da smo bili kar šokirani. Bile so tudi solze sreče. Super. Niti sebe nismo mogli dati tistih pravih besed, ko so nas razglasili za absolutne zmagovalce. Super. Teda, v glavnem ste pa verjetno dobili eno voljo, kot je že prej rekel Denis, do ustvarjanja, do novih melodij in verjetno se boste tudi v prihodnje kdaj še prijavili na kakšen festival, ko bojo tisti občutki, ko se vam bo zaluštalo teh občutkov, verjetno festivalskih, ne? Absolutno. Se mi zdi, da Ptujski festival je bil tisti mejnik, ko smo pol res zagrabili, pa da smo videli, da zdaj pa je to nekaj, da moramo delati s polno paro in takrat se mi zdi, da se kar videvamo na teden 3 do 4 če je le možno. To pa zelo fajn. Kaj pa rečejo pol družina, recimo partnerke in tak naprej? A jih zdravo peljete na vaje? Včasih grejo tudi zraven na kakšne špile, ampak se mi zdi, da so kar veliko prisotne v naši ekipi. No, super. Pa mora biti ena podpora, verjetno za vsakem muzikantom, uspešnim muzikantom stoji ena uspešna ženska dama. Stoji gazda. Gazda, tako, ja. Finančni minister, ja. Finančni svetovalec. Svetovalec se ti mu reče, tako, ja. Ja, super, no. Pol si pa prvoščimo to skladbo, izgremo svoje mesto in slišali bomo torej Rekla si, ne? Tako je. Zmagovalko lanskega Ptujskega festivala. Jaz že komaj čakam, da slišim ta lep valček v izvedbi ansambla Opev. Uživajte. Življenje ima 2 poti, iz
brati lahko je ni. Tista, ki pelje tja, kjer sreča je le doma. Še preden sem rekel ti, da vodi v temačne dni. V objemu si rekla mi, verjemi, zaupaj mi, saj ti, draga, zaupam in nikdar ne obupam. Kadar res mi hudo je, vedno rešiva v dvoje. A nikdar mi ne reci, iz objema kdaj steci, drži tiste besede, kar rekla si. Prišel bo enkrat ta dan, ko tvojo prijel bom dlan. Pred Bogom prisegel bom, da čuval bom najin dom. A vedi in ne prezri, sem vedno zaupal ti. Zaupaj mi tudi ti, se lažje tako živi, saj ti, draga, zaupam in nikdar ne obupam. Kadar res mi hudo je, vedno rešiva v dvoje. A nikdar mi ne reci, iz objema kdaj steci, drži tiste besede, kar rekla si. A nikdar mi ne reci, iz objema kdaj steci, drži tiste besede, kar rekla si, kar rekla si, kar rekla si. Tako, slišali smo zmagovalno skladbo festivala Ptuj 2025, krasna skladba, in jaz grem zopet do Alena. Alen. Dobar dan. Dobar dan. Dobro večer. Tako dolgo smo že tule, da je prej bil... Dobro jutro skoraj. Zdaj pa že dobro jutro. A zdaj kaj boljš, ko smo klimo šaltala? Dosti boljše, zdaj če bomo še kakšne 2 uri tu bo Bo vrhunska temperatura, ne, da se bo ravno prav ohladilo. Alen, kaj tebe še veseli, recimo, oziroma s čim se še ukvarjaš, pa če pustimo službo, pa kaj še rad počneš v prostem času, poleg tega, da rad poješ, prepevaš in da si član ansambla? Še ostane kaj časa za... Ostane šport, ostalo pa večinoma z družino. Kateri šport? Nogomet. Nogomet? Ja. Za koga pol navijaš? Če rečemo širše, mislim, tako po svetu. Kjer pozna nogomet, to je rdečo-modro. Rdečo-modro? Ni Real. Aha, okej, okej. Vidiš, da znaš. Nisi se hotel zdaj zameriti? Ja, to glih. Se pravi, da se nisi tako opredelil. Da ne delamo reklame nekaj. Oni, ko pa gledajo šport, unim si se pa zdaj zameril. Tisti, ko so za bele. Upam, da ne zelo. Hecam se, ne, malo heca mora biti. Ja, šport pa glasba, to je kar dobra kombinacija, sploh ker za nastope, dolge nastope, verjetno potrebuješ kondicijo. Sicer včasih sem bolj aktivno, pol pa več ni šlo, vikendi so bile tekme, špile, pa moraš malo. Tako. A ste s fanti kdaj udarili kakšno tekmo skupaj, recimo, ali pa en proti drugem?
A še kak športnik v ansamblu? A so oni bolj šahisti? Mislim, se tudi šah je šport drugače, ne samo... Gostinski šport je bolj. Ja, gostinski. Ti si pa dejansko na travi. Ja, v redu, no, fajn. Pa drugače. Bo. Veš, to je, ko voditelj zmanjka vprašanje, ja, hecam se. Meni pa odgovor. Tebi pa odgovor, ja. Evo, spet se lahko malo odahneš, gremo še do vašega Denisa. Dober večer. Dobro večer spet, ja. Zanimivo, da se vsakeč pozdravimo, ne, vedno znova. Pa sam si stopil korak naprej, me veseli. Vidiš, sem se že naučil. Veš, da če bi ti bil zdaj tole 1 uro oddaj, bi že vedno vodo lahko namesto mene. Bi še bil domač. Ja, fajn, no, tek smo se menili, recimo malo, kaj še poleg glasbe počnete, kaj pa ti še recimo rad počneš poleg tega, da razteguješ mehe? Zdaj neki športnik ravno nisem, ne. Drugače pa, koliko je let tudi prostega časa, se mi zdi, da večinoma potem tudi glasba zapolni, no. Tako da na bilo kakšen način, ali pač harmoniko vadiš, ali poslušaš, ali ustvarjaš nove melodije. Tudi mogoče, ja. Tako da drugače pa kaki sprehod, to pa to. Super. Ja. Če še gremo malo bolj, recimo, rekla sva prej, da Luka je nek vodja ansambla, ne? Nekdo mora biti. Kakšen vodja, recimo, Luka? Ali pa ne, kakšen človek je Luka, bomo reč rekla. Zdaj vodja, vem, da je v redu, ker ste dober ansambl, vas fajn skup drži. Kak je pa recimo, a ima kako slabo recimo navado, pa kakšno dobro lastnost recimo, tako da bomo obe plati obdelala? Veš kaj, mi se peljemo domov vsi z enim avtom. A dan so tu? Ja. Pa ne mi reči, da Luka vozi. Tako da, Luka super. Aha, Luka je, ni šofer tudi. Jo, super. Ena. Ja. Dobro, smo zdaj 3 sedeli, da nas ni met. Je super. A ja, 5 vas je prav v enem avtu? Ja. Pa je to avto velik, drugače? Ne. Pač ja, se imate radi? Odvisno, kaj šteješ kot veliki avto. Kombi ni. Kombi ni, no. Je pa karavan. Da praviš, da Luka je fejst šlo v glavnem. Super. To je to. Pa varno pot, ne? Si rekel tako, ne? Detajli. Ja, okej. Tega pa, Luka, pridi zdaj te... Ker pa ti, kaj pa voziš, ne? Pa vem, da ostali, ne? Ti kaj poveš, mogoče, vašmo Aleno, ko danes, ne Aleno, Deniso, Denis je tudi fejst šloka, ne? Ja, res, ja. Sploh po takih pohvalah, da nis res hvala. Malo se hecamo. Ne, res. Malo se hecamo, verjetno se med vsemi, da se verjetno med sabo zelo dobro poznate. Kakšne teme, recimo, razvijate vi v avtu, da se furate? Danes smo bili neki tihi. Nismo se nekaj dosti pogovarjali. Kaj te vem, kakve teme? A je to v politiki, v muziki, o puncah, o čem? O veri. Vera politika. Vera politika? Krasno. To je pa fajn. Mogoče kdaj, zdaj ko je bil čas teh volitev, pa to mogoče smo se kaj o politiki pogovarjali, ampak nisem, da noben od nas ni neki strašen poznavalec tega področja. Pa splošno malo komentirate. Tako pač komentiramo, kaj se nam zdi. Pa kar slišite, recimo. Ja, tako. Kaj se naši doma starejši pogovarjajo, mi damo naprej. To si pa pošteno povedal. Tak je. Reč pa, kaj ti je recimo v sklopu, igrate vse, a ne, veselice, poroke, kamor vas pokličejo. Najbolj nenavaden nastop do sedaj, mogoče. Se spomniš kjerga, da je bil pač tak, da vam bo ekstra ostal v spominu, recimo, po nekem dogodku? Mogoče ni zdaj tako specifično. Na privat zabavah se marsikaj zgodi, ne. In je ponovadi boljše, da tudi to na privat zabavah ostane. Ja, prav. Ker so pač take stvari, da se imamo česa spominjati, pa se malo ne smejimo. Recimo, tacom boli. Ne vem, recimo na kakih porokah so se tudi že stepli, ne, kakšne pištole, mogoče smo že tudi videli. Tako da ja, se kar dogaja. Recimo, če bi prišlo na nastopu, ne vem, vi igrate, pa pride do enega pretepa, pa vem, da ste vi taki mirni fantje, ampak kjer od članov bi pa recimo prvi stopil na pomoč, kjer misliš, da je ta karakter, da bi prvi skočil pa nekomu pomagal? Jaz mislim, da Tomaž. Ja, res, ja. Ja, tak, kjer pomaga v stiski. Velik fant je in
pač bi vedel, kako se problem reši. Pa komu pomagate, ne? Ja, res je. Ja, super. Ja, ampak upam, da ne bo treba Tomaž nikoli stopiti pri tem. Tudi mi, ja. Ja, super, ja. Gremo naprej na naslednjo skladbo. Slišali bomo skladbo Polko, Lepa za dve in še vedno z nami ansambel Opev. Rad bi povedal, da zame si lepa za dve. V objemu tvojem razbija mi srce. Temnorjavi lasi, temnorjave oči, ko sem zagledal te na veselici v temi. Tiho dala si znak, naj storim že korak, tako z mano le plesala bi. Tvoj smeh najlepši je, kadar se z mano smejiš, ko sred plesišča se v barvah na polko zavrtiš. Rad bi povedal, da zame si lepa za dve, v objemu tvojem razbija mi srce. Lep obraz, lep nasmeh, sta privedla me v grih, a ni mi žal, ker videl sem ti žarek v očeh. En dotikem poljub, polno strastnih obljub, da s plesom se ta noč šele začne. Tvoj smeh najlepši je, kadar se z mano smejiš, ko sred plesišča se v barvah na polko zavrtiš. Rad bi povedal, da zame si lepa za dve, v objemu tvojem razbija mi srce. Razbija mi srce, v objemu tvojem razbija mi srce. Ja, lepa za dve, jaz grem pa zdaj spet do njihovega najbolj frišnega člana, do Ben Maja. Dober večer. Dober večer. Povej mi, prej so te fanti označili, da je pri tebi, a so te malo hecali ali res vse tako bolj v lufti, kar se tiče punt. Mislim, drugače bom postavil vprašanje. Ja. A imaš recimo kako lepo, pa manj lepo izkušnjo recimo s svojimi oboževalkami, ki jih pa ni malo verjetno? Imamo take in drugačne izkušnje. Lepe in manj lepe. Lepe in manj lepe. Ki naj ostanejo samo tam, kjer so. Okay. Se pa dogaja. Se pa dogaja, ne? Ker takemu mlademu muzikantu, ti, koliko si ti, recimo, veliko energije imaš, mlad si, verjetno, mislim, dosti cajta imaš na odru, ko gledaš obiskovalke in obiskovalce. Obiskovalce, ko gledamo, ja. Ja. In se verjetno kar dogaja. Zanimivo, ne? Zmeraj je zanimivo. More biti, če ne pa si naredimo, da je zanimivo. Da je, bi lahko rekli, da je tudi v narodno-zabavni muziki kar nekaj rock'n'rolla. Ja, ne? Ja, zmeraj več. Ogromno, ja, zmeraj več. Včasih so ga samo rockerji imeli, zdaj ga pa je v narodno-zabavni tudi, ne? Ja, res je. Povej mi, kakšna sezona se vam obeta, torej? Se veliko igralo, pripevalo? Obeta se nam kar pestra sezona, se meni zdi, ker smo vse vikende polni, ne? No, super. Tako da se kar obeta. A pa si pol vzamete tudi recimo tedni časa za kak skok na morje? To smo si vzeli, moramo si vzeti tudi. Zmes, da se malo odklopimo, drugače pa smo zmeraj v akciji. Vsak za sebe, verjetno ne greste skupaj, ali se motim? Ja, letos gremo vsak za sebe, lani smo bila, mi dva z Derjem smo skupaj na morju.
Letos pa gremo raje vsak za sebe. Aha, ni bilo tako fajn, kot si si. Preveč fajn je bilo. Preveč fajn je bilo. Preveč je bilo. In ste rekli, da je letos pa vsak za sebe. Ja. Da se en teden ne gledate, pol pa spet veselo. Tako je. Je super, no. Gremo naprej na naslednjo skladbo. Čas hitro beži, še dve bomo slišali. Naslednja bo Zgodba najina. Katera je mogoče, čeprav vem, da je to nehvaležno vprašanje, ampak vseeno, katera je pa tebi recimo od avtorskih najbolj pri srcu? Kjer najrajši zaigraš, čeprav vem, da... Po moje kar Rekla si ali pa Sanjo. Aha, Te super. dve sta mi kar pri Polka srcu. Valček, dober kontrast. Ja. Super. No, v redu. Hvala lepa za pogovor. Hvala tebi. In gremo naprej na naslednjo, torej Zgodba najina, naslednja polka, ki jo bomo slišali. Bila si moje želje in sanje, ob tebi moj svet zažaril in rad bi znova spustil se vanje, da znova bova le mi dva. Veš, čakal dolga leta sem na te, a ti si z drugim srečna bila. Ko spomnim se na najine čase, v prsih mi srce zaigra. Zgodba najina se nikoli ne konča, ljubezen večna je, vedno bom ljubil te. Ni tvoje lepe oči me pa peljejo v dni, ko skupaj sva bila, se noro ljubila. Čakal dolga leta sem na te, a ti si z drugim srečna bila. Ko spomnim se na najine čase, v prsih mi srce zaigra. Zgodba najina se nikoli ne konča, ljubezen večna je, vedno bom ljubil te. Ti tvoje lepe oči me popeljejo v dni, ko skupaj sva bila, se noro ljubila. Oči me popeljejo v dni, ko skupaj sva bila, se noro ljubila, se noro ljubila. Ja, tako fantje razturajo tukaj v našem studiu in bližamo se koncu oddaje, sledi še en pogovor in pa zaključna skladba in zato sem se odločil, da bom kar do tebe stopil. Se mi zdi, da imaš take bistre misli danes. Lepo, hvala. Da si tak preudaren, veš. Ja. Si tudi na odru tak, recimo, da ti misli skozi švigajo, ne vem, da nisi čist, bom rekel, skozi prestvari, ko špilate, ampak da si že na drugem špilu včasih. Ja, mogoče, ja, Ja. pa zato velikokrat pozabim besedilo. Tako da, ja, res je to. Pa smo pa kar prijatelja, veš, jaz sem tudi tam nekje. Ja. No, Besedila so moj sovražnik, ja. ja, enako. V glavnem, veš, kaj me še zanima? Recimo, če slučajno kjer od članov pride kdaj na nastop malo bolj slabe volje, pa ni čisto razpoložen, tako kot bi moral biti, ne? Od muzikantov se pa seveda vedno pričakuje, da smo nasmejani, dobre volje, zavice. Kako se recimo takrat pomagate? Kako recimo
ti nasmejiš Tomaža ali pa on tebe. Ali ko se vidite, ste vedno dobre volje, kak je recimo. Ste imeli že tak trenutek, da vam ni najbolj bilo, pa je pol... Ponavadi naredimo tako, da pač si rečemo, danes smo tu, pozabi skrbi, ki so doma ali pa v službi, pusti tiste skrbi tam, naj bodo, pa se boš obadal z njimi v ponedeljek, recimo, ne. Tako da to je naš recept, pa kaka, pomaga, če kaj spiješ zraven. Tako, ja, vodo s husom, pa razne sokove. Tako, recimo, bezek limona. Bezek limona, to pomaga. Je super. A imate letos tudi, v letošnjem letu, kakšne festivalske ambicije, ali če niste čisto odločeni? Nismo še čisto odločeni. Vse odločamo, samo ne vem, če nam bo uspelo se pripraviti, korektno pripraviti na festival, ker imamo res tempo z nastopi, ostalimi špili, kakorkoli. Tako je, je pa kar težava, najče čas, da se pripraviš. Pa festivali so ponovadi na soboto, ne, mi pa smo že vse zasedeni. Če pa bo slučajno kaj odpadlo, pa ni reči, da ne bomo. Pa so skladbe na lagerju in... Lahko na hitro kaj pričakujemo od vas. Reč pa jutri bo premiera torej vašega nove skladbe, novega videospota z sodelovanjem z Gušnimi muzikanti. Mi smo ta izdelek imeli čast in veselje, da smo ga lahko že videli. Jutri pa vse povabimo, da povšečkajo malo, kako se že te zadeve reče, ne vem, kaj si morajo pogledati, malo to. Ja, vsa socialna omrežja, se pravi Facebook, Instagram, na YouTubeu bo komad. Naslednji teden ga bomo še bolj podrobno predstavili, pa kakšne izseke, blooperse, če se tako izrazim, ne? Glavnem, tako da. Teda bo zanimivo okoli tega. Bomo še kar nekaj časa govorili o tem komadu. Absolutno, Se komad more, ker ga daš ven, verjetno rabi nekaj časa, da ga ljudje sprejmejo in pa da dozorije, ne? Ja, pa da doseže tisto svojo ciljno publiko, ne? Tako, Če še rečemo o ciljih in vaših željah za prihodnost, torej k čemu strmite, kaj si želite? Želimo delati tako kot zdaj. Prepoznavnost mogoče tudi en naš cilj, zdaj ne tisto slava, ne vem vse, ampak da nas imajo ljudje v dobrem spominu, pa da nas vidijo, vi pa ste tisti, ki tako dobro igrate. Super, lepo si povedal. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem za obisk, bili ste dobra družba. Verjamem, da so naše gledalke in gledalci uživali in se vidimo zopet, ko bo kaj novega. Do takrat pa vse dobro na poti in pa na vaših nastopih. Hvala lepa. Hvala. Tako tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za ogled. Upam, da ste uživali, da ste zvedeli kaj novega. Gledamo se prihodnji četrtek, zopet bomo v dobri družbi. Za konec pa še ena poskočna Kuferan, lahko noč. Zadnji petek na smučariji, s prijatelji smo v bungalovu se dobili, pa smo hitro naleteli na problem, da peljal bo domov. En v krizi, ta drug na mizi, ta tretji mi razlagal je v Monalizi. Lepo desno nas je neslo, ko smo zapustili bungalov. Pa sta šla v Kuferan, najmanj pijan, pa za volan. Mi pa vzadaj kot sardine, smo stiskali se od brzine. Pa sta šla v Kuferan, najmanj pijan, pa za volan. Mi pa vzadaj kot sardine, smeh in pesem do doline. Komaj smo si malo dahnili, da sploh v Kuferan lahko smo dva dobili. Ko za nami zasvetile, dobro vsem poznane so luči. Zdaj ni druge, vse priznamo, na to pa policaj potegne ven salamo. Jo nareže, nam postreže, varno pot domov nam zaželi. Pa sta šla v Kuferan,
pijan, pa za volan, mi pa vzadaj kot sardine, smeh in pesem do doline. Najbolj je hudo, ko z družbo proti domu krenemo. Ajmo družba, smo pripravljeni, gremo v avto. Pa sta šla v kuferan, najmanj pijan, pa za volan, mi pa vzadaj kot sardine, smo stiskali se od brzine. Pa sta šla v kuferan, najmanj pijan, pa za volan, mi pa vzadaj kot sardine, smeh in pesem do doline. Pa sta šla v kuferan, najmanj pijan, pa za volan, mi pa vzadaj kot sardine, smeh in pesem do doline. Mi pa vzadaj kot sardine, smeh in pesem do doline.